Nino Divjak, namestnico predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Dobrodošli v Kulturnem inkubatorju. Hvala, lep pozdrav. Pa, če mogoče začnemo v slogu današnjega časa, ko je umetna inteligenca vse bolj navzoča. Ko smo vprašali ChatGPT, kaj je integriteta, nam je odgovoril sledeče. Integriteta je zaupanje, ki temelji na doslednem ravnanju v skladu s etičnimi standardi. V praksi integriteta pomeni, da človek ne samo trdi, da je pošten, ampak dejansko živi in deluje na način, ki to trditev potrjuje. Kakšen se vam mogoče zdi ta odgovor umetne inteligence? Zdi se mi odličen, hkrati pa tudi kot osebi, ki še ni točno dojela, kako deluje umetna inteligenca, kar malo grozljivo točen. Tukaj v Kulturnem inkubatorju smo 15. oktobra imeli posvet z mladimi in odločevalci, integriteta MVP, in ko smo takrat mlade spraševali, kaj je integriteta, je imel nekako vsak svojo razlago, bi pa lahko skupni imenovalec potegnili, in sicer verodostojnost in zaupanje. Kako pa bi vi opisali svojo to osebno definicijo integritete in kdo je mogoče za vas oseba z integriteto? Jaz bi se strinjala. Verodostojnost, zaupanje sta sigurno temelja integritete, poštenost, pravičnost, odgovornost. Preprosto pa po domači bi rekla, integritetni je tisti, ki dela to, kar je prav, ki daje zgled in se obnaša na način, da mu drugi s ponosom sledijo, da bi tudi drugi radi bili takšen, kot je on, ona. Kdo je oseba z integriteto? Veliko je ljudi z integriteto, vsak na svojem področju, ne bi rada koga posebej izpostavila. Omenili ste zgled, ni vedno enostavno biti nekomu v zgled. Ste že kdaj naleteli na situacijo, ko ste morali ravnati drugače, kot bi si mogoče sprva želeli, pa ste vseeno ostali zvesti svojim vrednotam? Sigurno, mislim, da so te dileme pravzaprav vsakodnevne. Že recimo greš v trgovino, pa greš na kavo, pa si tam nekaj časa, pa pride še nekdo drug, pa naročiš še eno rundo, pa še eno kavo in potem recimo dobiš račun in ugotoviš, da pa mogoče ene kave ali nečesa niso računali in zdaj je dilema, ali si tiho in prišparaš 2-3 evre ali pa poveš. Recimo, tukaj se mi zdi ta prvi neki preizkus. Tako da velikokrat so situacije, kjer so pritiski zunanji, tudi da se mogoče obnašaš drugače, ampak tukaj je pomembno, da se ti na dolgi rok dobro počutiš, da lahko spiš ponoči in da te to ne preganja, da potem že čez pol leta ne razmišljaš, joj, če bi pa takrat tako, pa bi bilo drugače. Tako da ja, biti integritetni je včasih težko, ampak se splača, ker se ti počutiš boljše. Tista slaba vest potem, tako, ni prisotna. Kaj pa menite mogoče, da so laži ali pretvarjanja včasih upravičene, da bi zaščitili druge, ko se rečete takšne majhne, bele laži? Kje je recimo potegniti to mejo? Zdaj, biti integriteten ali pa delati to, kar je prav, ni črno-belo. Ponavadi ni tako, da je pač samo ena pot, ta je prav, ta je narobe. Ko vidimo v risanki, na eni ravni imaš angelčka, na drugi imaš vodička, vsak vleče v svojo smer v realnem življenju. Nažalost je večkrat, pa večinomakrat tako, da so pač neke mejne ali sive cone, kjer ne veš točno kako pa kaj. Tukaj bi rekla, da bi bilo glavno načelo do no harm, oziroma pač izberi tisto pot, po kateri boš škodil najmanj sebi in drugim. Nekako, da se tudi tvoja svoboda konča tam, kjer se začne svoboda drugega. To pa Ta projekt Integriteta MVP, ki poteka v sodelovanju z mrežo Mama, NKC Maribor in Komisijo za preprečevanje korupcije, se osredotoča predvsem na mlade, na generacijo Z, če smo specifični. Kako menite, da lahko družbeni pritiski vplivajo na mlade in njihovo ravnanje, tudi na njihovo integriteto nenazadnje? Zelo. Če uporabim angleški izraz peer pressure, to je pač nekaj, s katerim smo se vsi srečali. Velikokrat vidimo situacije, recimo, če se spomnim enega teh
hujših primerov tistega napada v Celju na trgovskem centru ali pa filma Lord of the Flies recimo, kjer so ljudje, ki so v osnovi dobri, podlegli nekemu slabemu zgledu pa pritisku množice in se pridružili nekim slabim dejanjem. Ali pa recimo pri bullyingu v šolah, prek vseh tih napadov, preko družbenih omrežij. Sigurno so slabe stvari so vedno skušnjava, vedno te malo privlači, ne? Pa bom poskušal vzeti to čokoladico, recimo kaj pa ena čokoladica, ne? Zato, da si potem car izvodiš, ne? Ali pa as, glede na to, da smo doma rekli. In to je zelo težko. Se mi zdi, da so pri otrocih, pri mladih, ki se iščejo, kjer je zelo pomembno to odobravanje vrstnikov, je zelo težko ostati na neki svoji poti. Ampak tukaj bi še enkrat rekla, ne kot gospa srednjih let, recimo, če gledam nazaj, se mi zdi, da včasih bi morala biti bolj pogumna, bolj vztrajati pri tem, če ne, jaz pa to ne bom sodelovala pri tem, ker se mi ne zdi prav. Zelo je težko, ampak pogum se mi zdi, da na dolgi rok, ali pa ko si malo starejši, pogledaš nazaj, rečeš, ja res, pravilno sem se odločil tudi za ceno tega, da mogoče takrat nisi bil najbolj priljubljen, da so te drugi zafrkavali, da so te zavrnili ali karkoli, ampak se mi zdi, na koncu dneva je pomembno, da se ti dobro počutiš. Se mi zdi, da je tudi na starših velika teža pri tem, ker se to začne lahko že zelo zgodaj te situacije, ko že samo otroci v bistvu nekaj želijo na vsak način, pa jim je treba privzgojiti, ker pri teh malih dejanjih v življenju se potem gradi integriteta. Da, točno to. Zelo je pomembno, kako funkcioniramo doma, v družini. Ni dovolj samo pogovor, ni dovolj, da beremo recimo knjige, ki so vzgojne, ki imajo polno teh nekih primerov, kako ravnati prav. Mislim, da je zelo pomembno pri starših dober zgled. Da tudi starši se držimo tega, kar obljubljamo, da se držimo svojih dogovorov, da smo prijazni do drugih, da smo strpni do drugačnosti, da slišimo druge, kajti otroci nas posnemajo. In zelo pomembno je tukaj ne samo vloga družine, tudi vloga šole, se pravi, ni dovolj, da se o tem samo pogovarjamo, ampak da tudi sami tako živimo in da otroci, mladi vidijo, da se da. Tudi pri mladih se pa mogoče zdaj zdi, zelo se mi zdi, da jasno vejo, kaj želijo in si to tudi upajo izraziti. Kaj pa bi vi rekli, so zvesti sami sebi, mogoče bolj kot prejšnja generacija, če gledamo generacijo Z, ali so dovzetni za te vplive okolice? Zdaj, kot oseba srednjih let, ne počutim se poklicano, da bi sodila o tem ali pa generalizirala, kakšne so generacije, ampak če recimo primerjam svoje odraščanje, bi rekla na eni strani, da današnje generacije imajo sigurno več samozavesti, ker je tudi v šoli veliko večji poudarek na aktivnem vključevanju, na participaciji, na izražanju svojega mnenja, kar mogoče takrat pred 30 leti, ko sem jaz bila v osnovni šoli, pač temu ni bilo tako, ali pa ni bilo to tako zelo izraženo kot danes. Hkrati pa seveda ni bilo toliko pritisku, ker mi smo imeli pač televizijo, ki je enostranska, pač ona sporoča nam, ne nazaj na pač internet, družbena omrežja. Tukaj pa veliko interakcije, veliko možnosti, da si zvest samem o sebi, pa tudi, da te kaj potegne, pa na drugi strani, da te zavede. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da se mladi zavedajo tudi pasti interneta, družbenih omrežij, informacij in da se pravzaprav naučijo presojati kritično razmišljati, poiskati informacije tudi še kje drugje, ne samo na družbenih omrežjih, ker vemo, da pač družbena omrežja delujejo v okviru mehurčkov, tam so pač enako misleči algoritmi, ki mečejo vedno podobne
stvari, potem imaš lahko občutek, da se pač vsi strinjajo s tem. Pa tudi, če je mogoče to mnenje zelo narobe, ne, je lahko, ne vem, proti ženskam, proti tujcem, proti pripadnikom nekih manjšin, ampak še vedno so pa tisti ljudje, ki recimo niso strpni, so v manjšini, ampak me hoče, ki pa ne da tega občutka. Zato bi si želela recimo malo več podpore, več pogovarjanja na tem, tudi v šolah, o medijski pismenosti, o kritičnem mišljenju, ne samo pri teh standardnih predmetih etika, družba, sociologija, ampak tudi recimo pri slovenščini, ne, recimo obravnava pogodnega moža. Dajmo se pogovarjati o tem, kaj se je res zgodilo. Seveda Franci Prešeren, Julija, metrika, vse to je zelo pomembno, ampak pomembno je pa tudi to, da je Urška bila ugrabljena, verjetno posiljena. To so pomembne teme dan današnje. Ja, se je verjetno treba tudi na to preteklost ozreti z današnjimi očmi, ne, pa mogoče biti malo bolj kritični, kot so bili v tistih časih. Ja. Da, sama sicer nisem zagovornik tega, kar vem, da recimo delajo v nekaterih državah, da bi nekako izbrisali svojo kolonialno preteklost, kjer rušijo kipe, brišejo knjige iz kurikuluma. Pač zgodovina je del nas. Zgodovina je tukaj zato, da se na njej učimo. Ni prav, da jo izbrišemo, ker potem smo izbrisali leta, desetletja, stoletja nekih naukov, ampak jo moramo predstaviti na drugačen način, se pogovarjati, razpravljati o tem, kako je bilo, kaj so kolonialisti delali, kakšna je razlika severju, kakšne nauke lahko danes iz tega potegnemo. To se mi zdi pomembno in to je medijska kritična pismenost, ki se mi zdi, da bi morala dobiti večjo mesto v šoli, kakor tudi pogovarjanje o integriteti, seveda. Zagotovo, ja. Pa se vam zdi, da šolski sistem nekako sledi tem novim trendom ali nekako caplja? Mislim, da vedno bolj. Res pa je, da so te teme še vedno na nivoju neke, ne vem, enkratne teme ali pa nekih teh dodatnih vsebin. Zato smo na komisiji že, mislim, da leta 2020 začeli projekt Integriteta skupni cilj generacij z Zavodom za šolstvo in drugimi partnerji, kjer pa se trudimo, predvsem Zavod za šolstvo, tukaj je tisti, ki vleče voz glede spremembe kurikuluma. Načeloma je načrt, da bi od leta 2026 naprej integriteta, se pravi poštenost, pravičnost, delati to, kar je prav, bila tema vedno. Pri vseh predmetih, ne samo pri teh, kjer je bolj logično, ampak tudi pri matematiki, pri fiziki, recimo, pri teh, ker niso to na prvo žogo, da bi se cel čas učenci, dijaki srečevali z temi etičnimi dilemami in imeli cel čas to nekje na zemljevidu, da se je potrebno pravilno odločiti. Tudi verjetno v luči tega, da malo pogoljufaš pri takšnem testu, eno je seveda ta mladostniška navihanost, iznajdljivost, eno pa je potem, da lahko to preraste dolgoročno v kakšne večje stvari. Tukaj se mi zdi seveda, če bi mi rekli goljufanje, seveda je prepovedano, ni prav, ni integritetno, to je seveda jasno. Ampak pri tem ne smemo pretiravati, ne smemo biti čistuni. Tako kot recimo pač več ne smeš nikoli piti alkohola. Zdaj, ravno se Martinovo začenja, se mi zdi, tudi to se mi zdi utopično. Potrebno je imeti neko razumevanje. In tukaj mi popolnoma pošteni ne bomo nikoli. Tako kot je pač utopično pričakovati, da bomo korupcijo popolnoma izkorenili. Zato se mi zdi, da pač je potrebno pokazati razumevanje do teh vsakodnevnih dejanj, recimo mi smo si pisali rešitev na radirke, pa nekaj, kar si napišeš na roko. To je popolnoma nekaj drugega, kot pa v mojih časih, recimo vdret v kabinet učitelja ali pa danes hackati neko spletno stran, kjer ti prideš do testa, imaš pač tudi to je potrebno tehtati, niso vsa dejanja enako slaba. Pričemer pa ne pravim, da dajte švinglati in prepisovati. Ja, v bistvu, ko si pripravljaš te švinglice, se tudi nekaj naučiš, vsaj pri meni, tako da ga ponavadi potem nisem rabila, če sem zdaj že pripravila. Tudi meni se je to zgodilo, ker sem tako skrbno pisala z tistimi majhnimi črkami, da sem si potem to zapomnila in velikokrat se je zgodilo, da pač je to bilo pač neka podpora, da sem se boljše počutila, ampak ja. Za samozavest. Ja. Malo smo se že dotaknili družbenih omrežij, seveda tukaj ne gre mimo anonimnosti na njih, ki
ki je po eni strani lahko pozitivna, recimo predvsem MKC Maribor veliko dela z LGBT plus skupnostjo, kjer dobijo mogoče nekak varen prostor za izražanje samih sebe v tem anonimnosti. Po drugi strani pa to marsikomu omogoča tudi sovražni govor in da sprostite svoje frustracije, ki bi sicer mogoče držal v sebi in s tem prizadene drugega. Res je, zato se mi zdi zelo pomembno, da ko gre za neke uradne kanale, se pravi, ne vem, neke kanale pogovarjanj, ki so pod okriljem nevladnih organizacij, zavodov, kogarkoli, ki nekaj organizira, da je to vedno administrirano, moderirano, da se sproti opozarja, sproti briše, če je potrebno. Na drugi strani pa, kjer so pa te zaprte skupine, kjer se mladi sami srečujejo, pogovarjajo, pa tukaj ne morem drugače kot apelirati na tiste, ki so del te skupine, da ponovno so pogumni, dovolj pogumni, da rečejo, da to ni prav, jaz ne bom del tega in da tudi prijavijo, ker nekatere stvari včasih gredo predaleč, ustvarjajo se fake profili, kjer se sošolci smešijo, kjer so hude reči objavljene, ki lahko v hude stiske spravijo v tiste, ki so žrtve takih napadov. Te zadeve je potrebno prijavljati, potrebno jih je prijavljati v šoli, tudi na centre za socialno delo, tudi policiji, odvisno pa za kakšno težavo gre, vsekakor je pa potrebno nekomu povedati vsaj doma in tukaj je zelo pomembno, da so starši, učitelji, tisti, ki slišijo, ki reagirajo takoj, da niso tiho, da se začne to kolesje vrteti. To se mi je zdel en pozitiven vidik, ki se je na tem našem dogodku oktobrskem izkazal, da so mladi odgovorili v bistvu, kdo je za njih oseba, ki jih zaupajo, so na prvem mestu družino omenili. Se pravi, to je zelo spodbudno, da je družina to neko varno zavetje za večino mladih. Seveda, tako bi naj bilo in hvala Bogu, da pri vseh spremembah, ki so, je še vedno družina kakršnakoli že je, a je to neka tradicionalna ali je sestavljena, ali so to istospolni partnerji, kakorkoli, da predstavlja varno okolje. Zato je pomembno, da smo starši tisti, ki predstavljamo zgled in tudi na nas je, da imamo pogum, ko slišimo, da je nekaj narobe, da pristopimo k reševanju, ampak tukaj pa vendarle moram tudi upozoriti na konstruktivno reševanje, ni potreben vedno napad, ni potrebno vedno takoj skočiti z vsemi topovi nad šolo, nad vrstnike. Velikokrat so napadi tudi sami klic na pomoč. Ti otroci, ti mladi v prvi vrsti potrebujejo pomoč in dajmo jih slišati. Dajmo počasi, dajmo reagirati, ampak premislimo. Omenili ste tudi, da je treba prijaviti, da se je treba nekomu zaupati. Verjetno je to ali pa bi bilo dobro, če bi bil tudi en ključen del te medijske vzgoje, nazadnje, da mladi sploh vejo, na koga vse se lahko obrnejo, kakšne so njihove možnosti. Da, absolutno. In zdi se mi pa predvsem nevarno tudi to, velikokrat pač v medijih se potencira to, ni se ni zgodilo, zamolčalo se je. Ampak velikokrat tudi šole ne pomeni, da ne reagirajo. Ampak seveda morajo najprej preveriti vse plati, notranje, v tišini. Ne gre se takoj iti v medije, v resnici zelo kontraproduktivno. Zato, ker pač vse zadeve v medijih se potencirajo. Zdaj smo lahko ravno brali primer v Franciji, ki je bil ta oče in hčerka obsojena zaradi laži, ki jih je hčerka izrekla proti učitelju in tega učitelja so potem ekstremisti obglavili. To so nevarne stvari. In tudi na komisiji, recimo, naši nadzorni postopki, kjer presojamo, ali je oseba kršila zadevo ali ne, so zadeve, ki se dogajajo za zaprtimi vrati. Včasih se eno leto pravzaprav nič ne zgodi, ko se zbirajo dokumenti, dogaja se notranje, ne pa zunaj v medijih. To ne pomeni, da mi ne delamo, ampak tega ne obešamo na veliki zvon, ker je potrebno premisliti. In hitra reakcija je ponavadi slaba reakcija. Zato to, če ravnateljica takoj ne pokliče medijev in ne obsodi nekoga, to ne pomeni, da je kaj narobe. Dajmo zaupati sistem, dajmo zaupati v institucije in prepričana sem, da se v veliki večini
primerov zadeve rešujejo. Ravno zdaj je bila predstavljena nedavno raziskava Mladina 2023, kjer se je pokazalo ravno to, da mladi ne zaupajo več toliko tem institucijam. Kje vi mogoče vidite tudi vašo vlogo kot komisije, kako vrniti to zaupanje ali pa ga ne nazadnje celo vzbuditi? Bom nekaj najprej rekla o vzrokih. Sama absolutno vidim vzrok v tem v porastu populizma, predvsem desnega populizma, ki gradi, ki podpihuje nezaupanje do institucij, nezaupanje do sistema, veliko več je individualizma. In na drugi strani je pa tukaj pomembna vloga institucij, tudi Komisije za preprečevanje korupcije, da v bistvu mi preprečujemo nazaj z svojimi argumenti, predvsem z svojim zgledom, z svojim obnašanjem, z vsem, kar počnemo. Zato v resnici se vedno bolj in bolj na komisiji ukvarjamo s tem, kako priti do vseh teh ljudi, ki mogoče ne berejo več tiskanih medijev, ki ne gledajo dnevnika, recimo, kako v resnici z njimi skomunicirati, kaj je prav, kaj je narobe, da dvignemo ali pa vrnemo poštenost kot eno izmed glavnih vrednot. In verjetno je ravno zdaj tudi zato v tem trenutku prišel ta projekt Integriteta MVP, ki naslavlja generacijo Z. Da. Zakaj ta projekt? Zato, ker smo ugotovili, seveda so mladi ena izmed naših glavnih publik. Ker če mi želimo spremeniti to toleranco, ker še vedno je splošno v naši družbi toleranca do kršitev precej visoka. Veliko premalo ljudje prevzemajo odgovornost in veliko premalo mi kot javnost odgovornost zahtevamo. In če želimo to spremeniti, je seveda potrebno delati z otroci in z mladimi. Hkrati pa seveda mi na komisiji se zavedamo, da so v resnici to ene druge generacije, ki komunicirajo na drugačen način in mi tega ne znamo. Zato smo poiskali ljudi, ki znajo. Zato, da pridejo do mladih, da jim v bistvu z besedami, s katerimi oni komunicirajo, povejo v bistvu iste stvari, ki bi jih povedali mi, samo na način, ki bi bil pač dolgočasen in bi nas vsi po 30 sekundah nehali poslušati. To se je izkazalo tudi na tem dogodku, mladi v bistvu imajo nek svoj jezik, vse te sporočila oziroma želje nekako ostajajo skozi generacije enake, spreminja se samo komunikacija okrog njih. Ja, meni se na tem dogodku, ki je bil v Mariboru z mladimi 15. oktobra, jaz sem bila v resnici zelo pozitivno presenečena, pa ne, da imam neke negativne predstave o današnjih mladih, ampak zdelo se mi je, kaj lahko v bistvu v resni debati njih med sabo, brez neke avtoritete, ki bi ti nekaj predaval, tako je prav, tako lahko, tako ne smete. V bistvu v enourni debati med njimi samimi pridejo resnično do pravih vprašanj, do pravih dilem, do pravih rešitev in ta dogodek nam je v bistvu pokazal pot. Tega mora biti več. Ob šoli, seveda, ki je zelo pomembna in v šoli je potrebno okrepiti te vsebine, ampak moramo pa mi na komisiji in seveda podobne institucije veliko več delati z nevladnimi organizacijami, ker naše vrednote so pravzaprav skupne. Mi vsi skupaj vzgajamo solidarne, pravične, aktivne posameznike in tukaj lahko skupaj v resnici naredimo več in to si na komisiji želimo tudi prihodnje. Pa če mogoče se še same komisije dotakneva, ker žal je verjetno tako, da kakšen mlad niti ne ve, da komisija obstaja oziroma kaj so njene naloge. Pa če mogoče malo predstavite, da dobijo ta uvid tisti, ki nas poslušajo. Komisija za preprečevanje korupcije se smešno s korupcijo sploh ne ukvarja. S korupcijo se ukvarja policija, sodstvo, tožilstvo. Mi se ukvarjamo s tem, kaj pride pred korupcijo. Se pravi, nadzorujemo izvajanje pravil v zakonih, ki korupcijo preprečujejo. Recimo, nasprotje interesov. Velikokrat se zgodi, da se kdo prijavi za službo ali za nek posel in potem ima občutek, da je recimo najbolj strokoven, ampak službo ali pa posel je bil pa dobil nekdo drug, ker je VIP, ker ima veze in poznanstva,
Se pravi, je prišel čez povezak in to je v bistvu druga plat nasprotja interesov. Pravilo o izogibanju nasprotja interesov pravi, da se mora tisti, ki odloča, iz postopka izločiti, se pravi ne odločiti, če v postopku sodeluje, pač on sam seveda, ali njegov sorodnik, njegov poslovni partner, politični partner ali kakorkoli. Skratka, vse to, kar v bistvu mi odločamo, se sliši mogoče zapleteno, ampak na drugi strani ima pa dejanske posledice v življenju, to je ta del, recimo, nadzora, kjer ugotavljamo različne kršitve, izrekamo globe ali ugotovimo pač kršitev in upamo, da bo oseba prevzela odgovornost, da se bo pač nekaj na drugi strani zgodilo. Ta druga plat medalje so pa, oziroma naših aktivnosti, so pa preventivne aktivnosti. To pa so te, o katerih sva že govorile, se pravi komisija na različne načine, preko sodelovanja z nevladnimi organizacijami, gospodarstvom, drugimi javnimi institucijami, veliko dela na ozaveščanju, na pogovoru o tem, zakaj je poštenost pomembna. Hkrati bi pa tukaj omenila še načrt integritete. To je pa eno orodje, ki ga pa uporabljajo javne institucije, se pravi ministrstva, občine, javni zavodi. Gre pa za neko orodje, ki je podpora institucijam, da premislijo, kje je tveganje, kje se lahko kaj zgodi, kje lahko gre kaj narobe in naprej razmislijo ukrepe, se pravi, kaj moramo narediti, da do te kršitve ne pride. Neka podpora in uvajamo v tem zvezi pooblaščence za integriteto, ki bodo pa neke zaupanja vredne osebe, ki bodo skrbele za to, da do kršitev ne prihaja oziroma opozarjale, če se bo kršitev znotraj neke institucije zgodila, da je potrebno reagirati, da je potrebno prijaviti oziroma zadeve na nek način sanirati. Ste pa verjetno potem tudi v neki fazi vi pod pritiskom, ne samo javnosti, tudi mogoče tistih, ki se jih lotite v narekovajih. Kako v bistvu sama Komisija za preprečevanje korupcije ohranja to svojo integriteto? Za nas je zelo pomembno, da ohranjamo integriteto kot neodvisni državni organ, katerega temeljne vrednote so transparentnost, odgovornost, integriteta, da tako živimo, da vse obravnavamo enako, ne glede na to, ali je to predsednik vlade ali občinski svetnik v neki občini za 1000 ali 300 prebivalci. Skratka, vsi so isti pred zakonom, vse obravnavamo enako, vse prijave pogledamo, tako da to je naša integriteta, to je naša odgovornost in tega se držimo. Pritiskov pa je v resnici manj, kot bi si človek mislil. Mislim, da se vsi tisti, ki prihajajo v stik z komisijo, vendarle, ne glede na to, kaj velikokrat preverjamo v medijih, zavedajo pomembnosti komisije, zakaj smo mi potrebni, kakšna je naša vloga in zato teh nekih pritiskov, kako ne odločimo v konkretnem primeru, ne čutimo. Imamo tudi veliki nadzor medijev, vsaki dan vse 3 medijska vprašanja, kako je z tem postopkom, pa z onim postopkom, pa smo začeli, pa kako smo končali. Tako da tudi mediji izvajajo ne pritisk, ampak nadzor pravzaprav nad našim delom. Kar pa se tiče politike, pa seveda obstaja neki posredni pritisk z grožnjami, da nas bodo ukinili ali pa preko proračuna, kajti pač mi smo kot državni organ seveda del državnega proračuna in Ministrstvo za finance v prvi vrsti, potem vlada in potem državni zbor je tisti, ki pač določa, koliko denarja bo komisija v določenem letu dobila in sicer zadnja leta je to zelo pozitivno, lahko bi se pa seveda zgodilo, da če bi sredstva drastično porezali, komisija svojih nalog ne bi mogla opravljati. Skratka, zakon bi stal, formalno bi vse bilo, ampak v praksi pa bi morali odpustiti pač, ne vem, večino ljudi in potem se ne bi ni zgodilo, tako kot na recimo nekaterih inšpektoratih, ker imajo 4 zaposlene. Pristojnosti je zelo veliko, ampak 4 zaposlenimi čudežev pač ne moreš delati. Ja, to je res. Kaj bi pa mogoče za takšen zaključek bil vaš nasvet mladim? Kako naj ostanejo zvesti sami sebi? S pogumom. Mislim, da je pogum tisto, kar vsi rabimo. V resnici rabimo zelo veliko poguma, da se spopadamo vsak dan znova z tem svetom, z temi pritiski, po uspešnosti, po tem, da si najboljši,
potem da imaš cilje postavljene za 10 let naprej, da slediš, da slediš temu. To je v resnici velik pritisk. In moramo najti pogum, da najdemo sami sebe, svojo pot, kakršnakoli že je, da najdemo pogum za te majhne, vsakodnevne odločitve, ki nam dajejo neke, pa potiskajo v skušnjavo, da smo zvesti sebi, da sprejmemo pravo odločitev, da stojimo za tem, da je na koncu čim manj obžalovanj. Zagotovo je to sporočilo danes prišlo tudi do naših poslušalcev podcasta. Pa če mogoče zaključimo malo hudomušno, pripravili smo rubriko Zadnjih 5, pa če poveste, kaj je vaša izbira. Pes ali mačka? Mačka. Sladoled, čokolada ali vanilija? Temna čokolada. Morje ali sneg? Oboje. Rada imam vse 4 letne čase. Moja najljubša barva je? Zelena. In ne moremo mimo vprašanja, Maribor ali Ljubljana? Uradno povem, da sem Štajerka v Ljubljani že 24 let, torej žal mi je, se opravičujem vsem Štajercem Ljubljana. Najlepša hvala za vaš obisk danes. Hvala za povabilo.